Pozdravljeni, moje ime je Kristina in sem avtorica kovčinga, terapevtka in predavateljica in v tem posnetku vas učim izvajati koncentracije za razvoj zavesti po doktor Grobovoj, in sicer za 7. dan v mesecu. Najprej vas vabim, da se osredotočite na izbrani cilj, ki je predmet vaših koncentracij v tem mesecu. Če danes prvič delate koncentracije, priporočam, da si pred izvedbo ogledate uvodni posnetek, ker boste s tem lažje pravilno oblikovali svoj cilj in spoznali naprednejše možnosti za izvedbo koncentracij na 7-mestni in 9-mestni številski niz. Koncentracije za 7. dan v mesecu so sestavljene iz 3 vaj. Prva vaja je koncentracija na element zunanje ali notranje realnosti, druga vaja koncentracija na 7-mestni in 9-mestni številski niz in tretja vaja upravljanje z dogodki v obliki miselnih ponazoritev. 7. dan v mesecu izvajate koncentracijo na skrajno oddaljena območja zavesti. V praksi jih uporabljate, kadar opazujete posamične oblake ali oddaljene predmete, na primer drevesa ali njihovo listje. Za materializacijo kateregakoli objekta ali ustvarjanja kateregakoli dogodka je treba nujno obdelovati veliko količino informacij. Uporaba zelo oddaljenih območij zavesti omogoča zelo hitro obdelavo informacij. To pomeni, da kolikor bolj oddaljena območja zavesti uporabljate, toliko hitrejšo obdelavo informacij lahko ustvarite. Poznavanje teh dejstev se v tej metodi uporablja na naslednji način. Opazujete oblak z običajnim vidom ali si ga predstavljate miselno ter istočasno v svoji zavesti gradite potreben dogodek prav na tem oblaku ali pa na listu, če opazujete oddaljeni list. Na podlagi uporabe, v tem primeru zelo oddaljenih predelov zavesti, je mogoče hitro doseči želeni rezultat. Pri tem se ustvarjanje dogodkov odvija na skladen način, kajti oblak ne more uničevati, kakor tudi listič ne. Ti ne morejo nikogar prizadeti. Kot rezultat tega se potreben dogodek ustvarja skladno. Kako to lahko izvedete, imate prikazano na tem slajdu, sedaj pa vas vabim, da izvedete koncentracijo na izbrani element oddaljenega dela vaše zavesti. Koncentracijo izvajajte vsaj 3 minute.
Druga vaja za 7. dan zajema koncentracijo na številski niz, in sicer najprej na 7-mestni številski niz, ki je 1, 4, 8, 5, 3, 2, 1. In potem še koncentracijo na 9-mestni številski niz, ki je 9, 9, 1, 8, 4, 3, 2, 8, 8. Koncentracijo na posamezni številski niz izvajate vsaj 2 minuti. Sedaj pa vas vabim, da koncentracije izvedete. In že smo pri tretji vaji za 7. dan, ki pa je v tem primeru upravljena z dogodki v obliki miselnih ponazoritev. Današnjo vajo izvedite tako, da se potrudite videti, kako se svet razvija po podobi in načinu vaših delovanj v vzajemnem delovanju z Božjo voljo. Vidite lahko, da je svet stvaritev, ki je poznana vsem.
In kadar ga želite spremeniti s svojimi deli, takrat privedete svoja dela vsesplošni milosti in vaša dela se bodo utrdila, vaše zdravje se bo okrepilo in nastopila bo vsesplošna milost. Vsesplošna milost, to je dejstvo sveta, ki vodi v Božje kraljestvo in privede do pridobitve vsesplošnega življenja in večnega življenja posameznika. Sedaj vas vabim, da v tej koncentraciji izvedete koncentracijo na način, da privedete svoja dela vsesplošni milosti in vaša dela se bodo utrdila, vaše zdravje se bo okrepilo in nastopila bo vsesplošna milost. Priporočam vam, da si svoja spoznanja, uvide oziroma rezultate, ki ste jih imeli pri posamezni vaji za današnji dan, zapišete v dnevnik. Dnevnik, kot že veste, je koristen tudi zato, ker vam pomaga pri spremljanju vašega napredka. Še vedno vam je na voljo letni dostop do vseh 31 posnetkov z dodatki. Če vas zanima, mi pišite na e-mail info@osebnostnarast.si. Želim vam, da vam vse navedeno služi, da svojo zavestjo ustvarjate življenje, kakršnega želite živeti, da je vaše telo mladostno in zdravo, vaš duh močan, vaša duša čista in srečna ter vaša zavest božanska. Z vami sem bila Kristina.